Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli, znova se družimo v podcastu Večer uživa. Se veste, za vsebinami in sogovorniki, s katerimi klepetamo, vas navdihujemo in spreminjamo življenja na bolje. Če se vam zdi, da izgubljate motivacijo za delo, da ste v službi utrujeni, čeprav ste se ravno kar vrnili z dopusta, če vas odnosi v službi izčrpavajo in če iščete motivacijo in navdih za polnejše in kakovostnejše življenje, potem ostanite v naslednjih minutah v družbi z mano in mojim sogovornikom. Torej o tem, kako vrniti veselje do dela, kako se soočati s stresom na delovnem mestu in kako se učinkovito odpočiti, bomo govorili s psihologom Matejem Lunežnikom. Dobrodošli. Hvala. Kako ste? Ja, bom rekel, super, zdaj trenutno pa malo bodo vedno. Ne, kaj me boste vse vprašali in kaj mora vse povedati. Same fine stvari. Same fine, tako. Super. Vi boste tudi, to morava povedati, 16. novembra, gost maratona pozitivne psihologije v Mariboru. Ja, se že veselite? Ja. Zelo, mislim, da bo to ena zelo dobra zadeva in da ljudje lahko slišijo nekaj, kar jim lahko konec koncev v življenju prinese kaj novega, izboljša kvaliteto življenja. Lani sem že sodeloval na Ljubljanskem maratonu in je bilo čudovito, mislim, so bile kratne teme in pričakujem, da bo letos enako. Zagotovo bo. Ja. Gosti ste odlični. Karte za dogodek vas čakajo na vseh eventimovih točkah in tudi v prizidku večera. Zdaj do novembra je še kar 2 meseca, ne? Ampak to se bo hitro obrnilo. Smo ravno kar zakorakali v september, ko se naenkrat, gospod Lunežnik, meni se vse zdi, vse postane zelo resno, spomini na, na dopust so že preteklost, so nekje zadaj, za nami in zdaj se od nas pričakuje, da bomo pa zdaj samo delali. A se vam zdi ta prehod, mislim, tudi že mediji nas, 14 dni od srede avgusta naprej pripravljajo, da zdaj bo pa šola, pa delo in a se res konča s septembrom, ne smemo več počivati, ali kak? Vi ste se dobro odpočili? Ja, sem se super odpočil. Zdaj to je zelo tako kompleksno vprašanje, ne. Večina jih je v tem, bom rekel, sistemu, ko ste ga vi opisali, nekateri pa imajo še mogoče kako počitnico pred seboj, malo, ampak bom rekel, zelo nam okolje narekuje, kako moramo delovati in tako ste lepo povedali, konec koncev je tukaj šola tista, ki nas malo zbudi, da je konec počitnic, pa seveda delodajalci in tako naprej. In vsi od nas pričakujejo, da bomo vse takoj preklopili, da bomo tako delali 100% in tako naprej. Zdaj, gledajte, načeloma tak je pač svet in tako funkcionira vse skupaj, tako da to ni nič novega. Bolj je potrebno skrbeti, da te spomine na nek način malo ohranimo v sebi, nihče nam jih ne more vzeti, nam lahko kak trenutek popestrijo, potem ko je včasih v službi hudo, pa se spomnimo, da je tudi življenje včasih malo drugačno, da imamo neke prijatelje, s katerimi smo pod borovci sedeli in tako naprej in smo se lepo imeli. Tako da mislim, da je od nas odvisno, ali bomo to vzeli zelo resno, predvsem pa so pomembno, da izpolnjujemo tiste svoje naloge, ki jih moramo in da obenem znamo skrbeti za sebe, ker če bomo skrbeli za sebe, potem bomo imeli ogromno še takih počitnic in takih lepih trenutkov v bodoče. Kaj pa recimo mentalno skrbeti za sebe? Kako bi vi kot psiholog, kaj bi mogoče vi kako tako priporočilo? Kako se vzdržujemo v dobri kondiciji, da nam ne pade energija, ali pa recimo, da smo motivirani za delo po dopustu? Ja, zdaj. Ste recimo vi vklopili zdaj v ta delovni proces? A vi med dopustom čisto odklopite? Čisto ne, ker imam določene situacije, ko me kdo pokliče, pa tudi pomagam, svetujem in tako naprej. Ampak drugače nimam s tem dosti težav, bom rekel, ker imam pač to srečo, da rad delam to, kar delam in mi to ni zdaj tak prehod. Kako pa ohraniti neko mentalno zdravje, to je pa zelo dosti načinov. Predvsem pa moramo vedeti, kaj bi radi in moramo imeti nek čas za sebe, moramo se znati malo sami s sabo tudi kdaj, bom rekel, sesti in se lepo imeti in
kdaj kaj narediti za sebe, ne? Večinoma smo naravnani, da izpolnjujemo neke želje drugih, tako da je to zelo pomembno. Pa seveda, potrebno je imeti neke hobije, potrebno imeti tudi prijatelje, se posvečati družini, se posvečati konec koncev svojemu telesu, se posvečati svojemu duhovnemu zdravju. Tako da tu je kar nekaj stebrov, ki nas potem drži na površju. Ni zdaj odgovor enoznačen, da bi jaz imel neko čarovno besedo, zdaj pa abrakadabra, tega ni. Pač potrebno na večnih nivojih držati, vajeti in tako zelo ravnoteženo delovati. In potem imamo seveda več šans, da nas te doline in hribi ne vznemirajo toliko, ker življenje pa seveda nič ni. Tako da vse poteka ciklično, pride slabši časi, pride boljši časi. Tako da na ta način imamo več možnosti, da relativno dobro funkcioniramo in se malo lažje prilagajamo skozi vse. Zanimivo mi je bilo enkrat, ko sem bral eno gospo, so intervjuvali, mislim, da je imela 106 let. In seveda so prišli novinari in to za gospa 106 let in kaj si ti hecno malo, to pa res gospa izredna starost in to je bil tak uvod, gospa, kaj ste vi vse doživeli, v časopisu sem bral, dajte nam vi zdaj malo povedati, kak je to življenje, pa kak ste vi to doživeli, pa kak je to bilo, pa če imate kakšno formulo, bla, 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 bla. Taka klobasa, odgovor je bil pa zelo kratek od gospe in je rekla, včasih je bilo dobro, včasih pa je bilo slabo. In to je bilo konec. Tako da hočem povedati, da ni neke čarovne besede, lahko pa delamo najboljše možno, da bomo seveda čim, bom rekel, v nekem povprečju bolj kvalitetno in kakovostno živeli. Jaz sem rekla, kakovostno živeli, pa me zanima tudi počitek oziroma dopust, počitek, ki si ga vzamemo, mora biti kakovosten oziroma kak se dobro spočijemo, kaj je najboljši način, da se spočijemo. Ali res, da čisto odmislimo, kako rečemo z glavo na off, ali je boljš, da smo mentalno še zmer ali pa intelektualno še vključeni v neke procese, samo druge vsebine, ali to lenarjenje je priporočljivo. Je zdravo, nekaj beremo, da je zdravo, druge nam rečejo, kakšni strokovnjaki, da čisto ne smemo se odklopiti, da moramo samo spremeniti fokus oziroma se osredotočiti na novo vsebino, da moramo biti aktivni intelektualno, ne vem. Veste, človeku je ena najmočnejših potreb, da bi on si naredil življenje kot neki vzorec. Zdaj pa imam jaz tako čarovno enačbo in zdaj pa je vse tak. Tega ni. To se pravi, zdaj tu spet odgovoriti, tak je prav, je nemogoče. Tako da je Mavrica obstaja, nekaterim pa še da malo dela, nekateri čisto odklopijo. Seveda zdaj splošno pa je dobro, da smo na počitnicah aktivni, ponavadi je dobro, da ne v tistem smislu, ki nas je utrudilo. No, to smisla, da spremenimo. To se pravi, da ta naš fokus malo obrnemo. Če dam recimo primer iz športa, jaz sem bil dolgo v vrhunskem športu, pa tudi zdaj na nek način kot športniki delam. Po nekem preizkusu, nekem tekmovanju, športnik recimo sede za 20 minut na kolo in se regenerira s tem. To se pravi, ne vleže se in si ne odpre televizije, ampak se regenerira. To pomeni, da ti z neko blago aktivnostjo hitreje zregeneriraš telo, kot pa če bi samo počival. To se pravi, če to prenesemo v vsa ostala področja, je dobro, da imamo nekaj aktivnosti, tudi telesne, ker s tem bomo se seveda lažje zregenerirali, bomo tudi telesno bolj zdravi in da na nek način preklopimo mogoče na kaj drugega in da smo aktivno na nekem drugem področju v tistem času, seveda to v nekih mejah, da potem ne pretiravaš, pa nisi ekstremen. Tako da tu je odgovor ogromno, predvsem pa vsak za sebe mora nekje najti tisto pravo mejo. Ni pa dobro po mojem, da samo se vležemo in rečemo, jaz sem na smrt utrujen, zdaj bom pa ležal 3 tedne. Mislim, da ne boš na ta način se hitreje regeneriral, kot pa če boš blago aktiven na različnih področjih.
zmerno, ne? Ja. Zato, da še zmerno ostaneš v nekem procesu, v neki aktivnosti. Kaj pa ljudje, jaz poznam tudi primere, pravijo, da tako uživajo v svojem delu, da jih to tako navdihuje in motivira, da oni v bistvu niso utrujeni, da ne čutijo utrujenosti in da oni dejansko ne potrebujejo počitka. A je to možno? Ja, seveda. Ja. Je to. Zagotovo je to mogoče. Ne? Zdaj tu je lahko ogromno nekih, bom rekel, kleti, zakaj se to dogaja. Eni dejansko imajo to tako radi, eni mogoče želijo nekih potrditev preko svojega dela in tako naprej, ampak seveda to je zagotovo mogoče. Ne? Zdaj seveda do neke meje, če greš čez sebe predolgo časa, ti lahko se potem zgodi, da imaš posledice, ne, za svoje zdravje in takrat potem tisti ljudje dosti krat se šele takrat zavedajo, kaj so počeli prej in potem morajo na nek način spremeniti svoje življenje. Ker se pravi, mi moramo vedeti, da imamo različne stebre, ki nas nosijo in če samo enega podpiramo, potem bo se na drugih delih počasi začela naša hiša rušiti. In slej ko prej te to čaka, ne? In moraš potem za svoje zdravje poskrbeti, pa malo za družino in tako dalje. Dano pa samo 24 ur, ne? Ja, še zmeraj, ne? Čarovnik, ne? Da to nekako najdeš, da potem vse skupaj podpiraš. Gospod Lunežnik, poleg tega, da ste že omenili, delali ste in še delate z vrhunskimi športniki. V bistvu, kaj ste vi njihov motivator, ne? Oziroma to njihovo mentalno kondicijo vzdržujete? Pa to je taka beseda, motivator, ne? Ki se je pač prilepila na nas. To je tako, če bi rekli, ne vem, kaj pa vem, enemu direktorju, da zna samo na računalnik delati, ne? Ogromno stvari počnemo, ne samo da jih motiviramo, predvsem jih pripravljamo, da dajo v svojem trenutku svoj maksimum, ne? In gradijo tisti odnos do tega, kaj počnejo in to je zelo širok spektr vsega, kar počnemo, ne? Tako da ni zdaj samo to, zdaj pa ti prideš pred tekmo k meni, jaz ti jim rekel, ko si ti dober, daj gremo, zmaga boš, pa ti si the best, bum, in on bo prvi, ne? Tega ni, ne? To se pravi, vse zadeve rabijo svoj čas, rabi svoj proces, tako tudi športniki pri svojem doseganju nekih mej, ne? Ker moramo vedeti, šport je vseeno neko pomikanje nekih mej, sebe, drugih in če bi to bilo tako lahko, potem bi bili vsi prvi, ne? Vemo, da jih samo nekaj, ki so med najboljšimi na svetu, to se pravi, gre za nekaj, kar res nekaj časa traja, da ti priješ sploh do tega vrat, da lahko narediš nekaj velikega in to ne gre preko noči, ne? Tako da samo motivirati ni dovolj, je tu še en kup stvari zadaj. Kaj bi bil recimo tisti moment, ravno to, da sem hodila vprašati, kar nekega vrhunskega športnika naredi, je razlika med vrhunskim in nekim povprečnim, ki ima neke take rezultate povprečne dosega, je verjetno v tej mentalni, je največ, ni verjetno nekih teh fizičnih ali pa sposobnostih oziroma v teh dispozicijah, zelo veliko je tega mentalnega, kako ne rečem, nekih presežkov oziroma moči, ne? Pri vrhunskih športnikih. Dobro, glede na to, da pri športu gre vseeno za neke motorične sposobnosti, ta zadeva mora biti do neke mere na nekem nivoju. Tako, je pa seveda na koncu vse v glavi, dejansko potem, ko priješ ti do neke meje, do neke stopničke, je glava tiste, ki odloča med šampioni, pa med tistimi, ki se bo obrnili, pa bo šli nazaj. In malo je takih, ki se to zaveda, večina jih v bistvu vlaga v svoje telo, premalo pa vlaga v svojo glavo in premalo jim je jasno, koliko je to pomembno. In vsi tisti, ki so res vrhunski, bom rekel, pa delam z njimi, jih loči predvsem to, da imajo jasen cilj, kaj želijo, jasno vizijo in da so zelo, zelo vztrajni. Predani, vztrajni in jih praktično nič ne odvrne od tega, da bi dosegli svoj cilj, ne? In tu potem se lomijo, ne? Tisti, ki mogoče ne verjamejo toliko v sebe ali pa mislijo, da bo to šlo samo gor, ne? In zdaj, ko ne gre, to pa jaz nisem za to, tega ni nikjer življenje, ne? Tako da zelo pomembno je, da imaš ti res cilj, da si pripravljen po nekih korakih do tega cilja hoditi in da si pripravljen tudi časih dol, ne? Se to s porazom sooči, to je zelo pomembno, ne? Tako, ne, pa s takimi obdobji, ki so mogoče težka in tu se potem dela tisti pravi šampioni, ne. Pa predvsem so
pripravljeni vložiti vse v to, kar si želijo. Ne samo mogoče v športu, ampak tudi nasploh v življenju ta enačba. V bistvu to enačbo lahko prenesemo na vsakdanje življenje, na naše cilje, želje, motivacijo, ki nas... Ker dosti tudi delam po podjetjih, večina mojega posla je praktično zdaj temelji na tem, da delam s podjetji in tam tudi srečuješ ljudi, ki so na vrhunskih oziroma na vodstvenih položajih in so zelo podobni, kot ti športniki, dejansko predani, delavni, pripravljeni vztrajati in imajo jasno vizijo, in tu potem vidiš neke paralele. To je pa enačba za uspeh, tudi tako. Na nek način. Ta, bomo rekli, poslovni, ja. Ni pa vedno enačba za kakovostno življenje. To pa potem, ja, seveda, če boš ti delal dejansko 23 ur, pa boš mogoče imel hišo, grad, jahto, ne vem kaj, pa na drugih nivojih škripalo, tako da ni to vedno enačba za kakovost pa za zadovoljstvo. Mora biti, se pravi, delo, počitek oziroma neka ustvarjalnost, neko zasebno življenje, to mora biti uravnovešeno. Super je, ne? Če se to... Super je, če je. Mogoče ljudje mislijo, da pa moram na dan imeti toliko tega. Včasih so obdobje, ko pač moraš več nečesa početi, ampak nekje na splošno bi se naj to poskušalo uravnoteževati. Potem lahko greš kvalitetno na nek način v svojem življenju proti nekemu svoji izpopolnitvi, čemu vsi težimo, da bi pač našli neke svoje meje, nekaj, kaj smo dejansko sposobni. Če pa pozabimo malo sebe, pa nas to nekje čaka na poti in takrat ponavadi zdrsneš kar nekaj na stropi niže. Ja. Se pravi, omenila sva tudi to vaše področje, sodelujete s podjetji, s kolektivi. Pa me zanima, za uspešen kolektiv oziroma za neko dobro klimo je pomembno, se pravi, da se sodelavci razumejo med seboj, ali je pomembno, da so prijatelji, ali je to potrebno? Kako so ti odnosi pomembni za nek uspeh delovni, oseben? Odnosi so zelo, zelo pomembni za uspeh. Morate vedeti, da na koncu igrice v življenju so vedno čustva. Bilo kaj počnemo, želimo imeti neko čustvo in odnosi so tisto področje, kjer dobivamo ogromno čustva, ali na to, ali na ono stran. Tako da je to zelo pomembno, nujno, da so prijatelji, je pa nujno, da se medsebojno spoštujejo, da se zavedajo mogoče, kakšne so sposobnosti vsakega posameznika, predvsem pa, da na nek način vedo, v katero smer vsi želijo iti. Ker če pride do tega, da ima vsak nek svoj cilj, pa neke svoje interese, potem se to hitro razide in taka skupina pa ne dela dobro. Tako da to so tiste komponente, ki zelo vplivajo. So pa, če so prijatelji, pa to ne vpliva na, bom rekel, ta njihov fokus, na njihov cilj, da potem nima neke potuhe drug pred drugemu, pa je to lahko še toliko boljše, ker so res pripravljeni, bom rekel, drug za druge ogromno narediti, pa si pomagati. To je tudi zelo dobro in kolektivi, ki se tega zavedajo, lahko na to generira ogromno neke motivacije in tudi ekonomsko se bolj splača. Ti lahko nekoga manj plačeš, če bo delal v delovnem kolektivu, v katerem se dobro počuti, kot pa nekoga, ki še mora zelo dosti plačati, samo da bo tam, pa se ne bo dobro počutil. Tako da mislim, da tudi z tega vidika lahko to zelo, zelo produktivno. Delodajalci se tega vedno bolj zavedajo po vaših izkušnjah, če tudi vi z njimi sodelujete, da je pač zelo pomembno ta timski duh, to sodelovanje oziroma to dobro počutje, dobro delovno okolje. Mislim, da se zavedajo. Seveda pa od podjetja do podjetja odvisno, koliko dejansko potem vlagajo v to, da bi to se mogoče zboljšalo. Tu pa je seveda različno. Nekateri dejansko ogromno vložijo, se zavedajo, da na dolgi rok jim bo to prineslo nazaj ogromno. Nekateri pa mogoče na kratek rok želijo hitre rezultate. Tisto pa ponavadi ni dobro z vidika zaposlenih, ker moram vedeti, da so zaposleni
relativno zdaj vedno bolj pod nekim stresom zadnja leta, ne? Dejansko je dela ogromno se pričakuje od ljudi in se že pozna neke posledice, ne? Se že pozna, da ljudje veliko več izgorevajo, vedno več je teh duševno-vedenjskih motenj, depresij in tako naprej. Tako da na dolgi rok potem to ni dobro, ne? In taka podjetja upam, da bodo se zavedale, da jih to neko dolgoročno blagostanje ravno ne vodi. In ljudje pa še verjetno zaradi socialne varnosti ostajajo recimo na takih delovnih mestih, ki, tako pravite, izčrpujejo, ne? Ja, jasno, ne? Se pač od nečesa morajo živeti, tam imajo tisto svoje delovno mesto, mogoče nekateri nimajo možnosti, da bi šli kam drugam, nekateri ne najdejo poguma, da bi sploh se poskušali orientirati kam drugam, ne? In potem pač tam so. Hotela sem vas zato tudi vprašati, ena istočnica, kaj vi priporočate, recimo imate kak namig kot psiholog, da kaj lahko naredi nekdo, ki se vsako jutro odpravlja v službo s kepo v želodcu, pa ponedeljki pa nedelje zvečer imajo že prebavne motnje, a se da tukaj narediti v smislu nekega mentalnega oziroma neke psihične spremembe ali priprave ali karkoli je, kaka metoda, kak način, ali pustiti službo, mislim, kot psiholog, kaj... Ja, razumem, kaj želite vprašati. Zdaj, jasno, da je vedno možnost, da pač odideš, da si najdeš neko drugo delovno mesto, kar ni vedno mogoče, ne? Ljudje pač morajo za eksistenco poskrbeti, imajo svoje družine. Treba je razmisliti, ali je to smiselno, da nadaljuješ, ali obstaja kakšna druga možnost. Predvsem pa se mi zdi, da ljudje nismo toliko vajeni, da bi si postavili neke svoje prioritete. Se pravi, delamo pač nekaj, kar nam okolje narekuje, pademo v nek tok, se znajdemo v nekem življenjskem obdobju in potem praktično ne vemo sploh, zakaj smo tam, ne vemo, kaj želimo, ne vemo, kaj bi sploh radi in sploh ne vemo, kaj nas polni. In v tistih trenutkih potem imaš svojo težavo, ne? In ko še recimo v službi škripa, pa je težko, v bistvu se enkrat vprašaš, mislim, zakaj jaz to sploh počnem vse skupaj, ne? Tako da bi jaz mogoče rekel, dobro je vedeti, kaj te v življenju polni, kaj so tiste prioritete, ali je to res delo, ali je mogoče družina, ali je mogoče, ne vem, kakšnokoli drugo področje, ne? In najboljše zdravilo za vse te stresne odzive, ki jih pač dobimo preko življenja, ker tako pač življenje funkcionira, ne? In potica, to marsikdo že rekel, so ti občutki, bom rekel, hvaležnosti, ne? To je dokazano, pač dobivamo drugačne hormone, ki dejansko zavirajo hormone, ki nam povzročajo stresne odzive. Zdaj pa, če mi nimamo prioritete, kaj mi v življenju radi delamo, kaj nas polni, potem nimamo biti za kaj hvaležni. Mogoče pa, če se dobro zamisliš, vidiš, da vse jaz nekaj imam v življenju. Ni tako zelo slabo, ne? Me nekaj druga polni, ne me polni samo, da prijem zdaj v službo, pa bom tam vse naredil, pa ni šef pohvalil, pa to potem konec dneva, ampak me nekaj druga polni, ne? In potem bom na drugih področjih, ki bom imel svojo prioriteto jasno zastavljeno, pa če želite fokus, svoj fokus imam druge, bom tam sebe polno in mi ne bo nekaj, kar me mogoče v tistem trenutku toliko ne polni, povzročilo tako strašnega stresa, ker ne bo toliko pomembno, ne, ta valenca tega stresa ne bo toliko močna, ne. In s temi občutki, da mi vemo, da smo lahko za neke stvari bolj hvaležni, lahko bistveno lažje pridemo čez kakšna taka obdobja, ne, ki so lahko zelo težka, seveda pa ne smemo predolgo vztrajati v res nekih izredno stresnih situacijah, ne, ker na dolgi rok pa seveda to ni rešitev, ne, ker jasno, da ti kompenzacijski mehanizmi nekaj časa funkcionirajo, potem pa se nam lahko to na zdravje poznamo. In smo spet pri tem, da je vse v glavi in v odnosu in fokusu, ne? Gospod Lunežnik, kaj pa vas polni? Zdaj smo tako o tem govorili. Ja, dosti stvari. Predvsem sem zelo hvaležen za svojo družino,
To me, bom rekel, daleč najbolj polni. Ne? Zavedam se, da so to neka leta, ima malega otročka, mislim, ima večji, ne? Ja. Ampak to so tista neka leta, ko res si zraven, pa uživaš, ne? In tu se zavedam, vsaki ta trenutek me izredno polni in sem hvaležen za vsakega. Rad se zahvalim dosti krat za to, kar počnem, da sem zdrav, da imam neke zadeve, ki jih imam rad. Tako da skrbim za to, da se teh zadev zavedam, zato ker ta negativna informacija v glavi je zelo močna, ne, ki ti je okolje skozi daje, pa to je slabo, pa vlada, pa cene gre gor, pa ne vem kaj, in potem to ti piješ kot goba in moraš seveda na drugo stran nekaj pozitivnega, da se to malo zravna, tako da potem je bistveno lažje. Ne. In predvsem pa tudi svoja šport. A ste tudi športnik, ne? Ja, to pa že kar se spomnim za sebe. Tako da te zadeve me zelo polnijo in če je tako idealno, ne, potem sem zelo srečen, so pa vse obdobje, ko ne gre tako, ko si želiš, takrat pa moraš malo zdržati. Ne. Zdaj, da še enkrat povabimo naše gledalce oziroma poslušalce, 16. novembra boste na maratonu pozitivne psihologije v Mariboru. A lahko na kratko namignete, kaj bo tema vašega predavanja? Ja, tema bo ravno fokus. Ravno to, kar razlagam, kako fokus pridobiti, kako si ga zastaviti, kaj vse je pomembno. V bistvu, kako na nek način življenja dejansko premalo krat se zavedamo, kaj je sploh naš fokus. In zato nam zelo dosti, bom rekel, nekih smernic ponuja drugi, ne, v različnih oblikah. In to nas potem odvrača od tega, kar nas dejansko polni. Tako da bomo se zelo temu posvetili. In mislim, da vsak, ki bo prišel, bo zvedel marsikaj, rekel, ne samo z nekega informacijskega vidika, ampak tudi nekaj uporabnega, da bo lahko v življenju sestavil svoj fokus in s tem, ki se ga bo držal, bo lahko mogoče ali pa zelo verjetno to, kar si je v ta fokus zastavil, tudi dosegel. Ne? In mislim, da je to kar ena taka dobra reklama, ne? Da si to prideš pogledati, poslušati in potem seveda imaš lahko neko tehniko ali pa nek način več, kako bolj kakovostno in učinkovito živeti. Krasno. Bomo tam, se že veselimo. Kot sem že rekla, vstopnice vas čakajo v prizidku večera in na vseh eventimovih točkah. Gospod Matej Lunežnik, hvala za res lep pogovor, za navdihujoč pogovor. Tule v tej vaša delovna sobica, ne, je zelo prijetno. Hvala, ker ste nas v bistvu gostili pri vas doma. Se pravi, vi pa nas spremljajte naprej na naših podcastih, na Facebook strani Večer v živo, na spletni strani večer.com/v živo in na našem YouTube kanalu Večer. Z vami sem bila Maja Furman. Srečno in srečno do kmalu. Nasvidenje. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.